Sivi Pinot, polsuho, Štajerska Slovenija, 2006. Kaj so kriteriji za dobro kakovostno vino in od koliko do koliko se ocenjuje? Ja, tu ocenjujemo po 100-točkovnem mednarodni lestvici. To se pravi, imamo 10 parametrov, vino čisto razčlenimo na posamezne parametre, to je senzorična analiza, če se lahko tako imenuje, tako da vsak parameter ima svojo oceno in skupek vseh ocen da potem končno oceno kakovosti nekega vina. Poleg tega imamo pa še posamezne deskriptorje za vsak parameter, kjer še potem opisno opišemo, kaj v vinu čutimo, kakšen je izgled, kakšen je vonj, odkritost vonja, okusa in tako naprej. Tako da je to kar zahtevno ocenjevanje, ki seveda zahteva tudi dosti izkušenj, precej časa gre tu, lahko rečem, in se mora ocenjevalec dejansko posvetiti tistemu vinemu kozarcu. To je 100-točkovni sistem, kot sem rekel, kjer je recimo tista vrhunska ocena ali rečemo velika zlata medalja, mora doseči 90 od 100 točk, ne manj 90, potem je od 85 do 90 je zlata medalja, od 80 do 85 je srebrna, od 75 do 80 pa bronasta medalja. To so mednarodni kriteriji sprejeti, to sicer ni uradna ocena vina oziroma uradna metoda, ki se ocenjuje kakovost vina pri nas, je pa zahtevnejša in je mednarodna ocena. Koliko pridelovalcev vina se je odzvalo vašemu vabilu, da sodeluje? Poglejte, začeli smo nekje z 250 vzorci, to je letos prvič, ker bo ta vodnik vinski slovenski vini šel, tako da sem kar zadovoljen za številom vzorcev, jih je pa tu nekaj preko 100 dobrih vinarjev in mislim, da drugo leto se bo to število še povečalo. Ne gre pa za število, gre za tisti gro dobrih vinarjev, dobrih vin in za tisti presek kakovosti nekega letnika. Tako da pričakujem, da se bo mogoče drugo leto oglasilo še kakšnih 50 vinarjev več. Lahko pride do goljufije? Ne mogoče. Tu pa ni goljufije, tu gre za anonimnost vzorca, tu se vzorec ocenjuje samo pod številko, pove se samo letnik, zmenili smo se tudi za sorto vino in geografsko poreklo, kar se mi zdi pošteno, ker imamo v Sloveniji tako veliko specifiko, tako veliko vin, kjer vpliva tudi geografsko poreklo na kakovost neke sorte. Tako da vzorci so tu anonimni in dejansko ne more priti do goljufije, kot vi pravite. Pravite opisna ocena vina, kaj pa je terminologija, ki opisuje vino, tak za primer? Poglejte, bom rekel mogoče za en parameter, recimo vonja. Vonj se ocenjuje intenzivnost vonja, potem odkritost ali sortnost vonja in pa kakovost vonja. In pod vsemi temi podparametri se da posamezno oceno. Opisna ocena pa pomeni, ali je vino glede na intenzivnost, ali je to zelo intenzivno, ali je samo intenzivno, ali je šibko izražena cvetica, odkritost pomeni sortnost, ali je ta sortnost bolj izražena, manj. Kakovost vonja pa pomeni, ali je vonj sestavljen, ali je enostaven vonj, ali je samo vinski, ali je to poleg cvetličnega tudi saden, izdelan, se pravi zoren. Skratka, to je lahko cela paleta vonjav in seveda takrat se napiše, da je to sestavljen vonj in se mogoče opiše tudi, katere cvetice so to zraven, ali so to recimo po agrumih, ali so to cvetice recimo bezga oziroma cvetlične vonjave in tako naprej in tako naprej. To se pravi, je to ena taka opisna ocena, ker mogoče vinarju tudi pove, kakšno je tisto vino glede na posamezni parameter. Seveda najpomembnejši je okus, ker je tudi sestavljeno 3 podparametre, podobno kot vonj, ker se seveda gleda tudi harmoničnost, strukturnost vina, ali stopa, ali je uravnoteženo vino in tako naprej. Se da opiti samo od degustacije, ki je tako pravilno izvajana? Mislim, da ne,
ker to so degustatorji, ki so 10 in rečem, to je spodnja meja, tudi več 10 let, že tudi 30 let degustatorji in seveda, če bi se upijali pri vsake degustaciji, potem se s tem ne moreš ukvarjati. To se pravi, tu se popije samo mali požirek vina, ocenjuje se tam 40 do 45 vzorcev na dan, tako da tu ne gre za nobeno upitje, tu gre za stroko, tu gre za nekaj, bom rekel, profesionalizma. Pridete kdaj v skušnjavo, da je vino tako dobro, da ga kar popijete do konca? Ne med degustacijo, ampak na koncu, ko se ti tisto najboljše vino zdi, da če 6 bi pa dobil tisti vzorec številka 43 recimo, pa ga potem na koncu z užitkom počasi zdegustiraš, počasi popiješ za svojo dušo. Kako se vi uprete skušnjavi, da pri degustaciji zdržite čisto do konca, da čisto vsako vino poskusite res minimalno, samo s požirkom? No, to je v bistvu profesionalizem, ki ga moramo imeti. Mi recimo že v sami kleti, jaz sem glavni enolog kleti Vina Koper, v bistvu tam se tudi obdobja, ko se probajo ti bariki, imamo 1000 barikov recimo in vse te vina treba prečekirati. In normalno, da moraš imeti eno svojo rutino in pa seveda tudi eno svojo kapaciteto in zmogljivost. In prav tukaj je podobna zgodba, tako da v bistvu mi vin ne popijemo, odnosno ne naredimo požirka, ampak v bistvu to vino potem izpljunemo, ampak ne zaradi tega, ker bi bilo slabo, ampak zaradi tega, da lahko naslednjega spet, bi rekel, z našimi brbončicami, ki počasi se le utrujajo pol, da v bistvu dosežemo svoj cilj in da lahko pravilno, dobro in pa predvsem tudi pošteno ocenimo te kakovosti. Moram reči, da vino ali pa tak prerez, bi rekel, slovenske situacije je zelo zanimiv z enega aspekta, kajti v bistvu tukaj poskušamo vina iz 3 vinorodnih dežel in v bistvu vse imajo, bi rekel, svoje karakteristike, svoje značilnosti, ki so nekako pogojene tudi z geografskim poreklom, vendar pa moram reči, da enologija in sploh tehnologija vina v Sloveniji je na svojem zavidljivem nivoju in to se tudi v teh vzorcih kaže. Seveda pa tudi sami, kot strokovnjaki, pripomoremo k temu, da tiste najboljše nekako pozicioniramo boljše, v bistvu tiste pa, ki mogoče nekoliko slabše delajo, pa da se potrudijo in seveda zgradijo to zgodbo potem v tisti, bi rekel, vrhunskosti, katero si želimo vsi. Kajti Slovenija je majhna proizvajalka vina in seveda tukaj je potrebno predvsem staviti na kakovost in seveda tudi na edinstvenost.